Dobro jutro, Valentin tukaj, ura je 20 do 8. Pa nadaljujemo z samoodpuščanjem. Se poglabljamo v podrobnosti delovanja samoodpuščanja. Zadnjič smo pogledali, zakaj samoodpuščanje deluje, kako se ga uporablja, kako je sestavljeno. Zakaj je pomembno, da ima določene komponente, da vsebuje določene besede. In sedaj še ena podrobnost, ena pomembna podrobnost. Ko delamo samoodpuščanje, je pomembno, da ga delamo v sedanjiku. Kajti ne moremo si odpustiti v preteklosti ali v prihodnosti. Odpuščamo si seveda zaradi dogodkov, zaradi stvari, ki smo jih naredili v preteklosti, ampak to samoodpuščanje je ključno, da ga delamo v sedanjiku, ker naš podzavedni ne razume dimenzije časa, ker se vse dogaja v kvantnem trenutku. Torej, rečemo, odpustim si, da sem si dopustil in sprejel določeno zadevo. Če rečemo, odpustil si bom, da sem naredil to in to, potem je to v preteklosti. In preteklost seveda nikoli, oziroma prihodnost, in prihodnost seveda nikoli ne pride, ker je to vedno ločena dimenzija, ločen čas od sedanjosti. Ali pa, če rečem, odpustil si bom, oziroma odpustil sem si, da sem sprejel in dopustil to in to, to je pa odpuščanje v pretekliku. Preteklost se je pa seveda tudi že zgodila. In tako odpuščanje seveda prav tako ni učinkovito. Torej, za danes samo to, da je potrebno biti pozoren na to, v kakšnem času odpuščamo, da si odpuščamo v sedanjiku in da si ne odpuščamo v pretekliku ali v prihodnjiku. Nasvidenje.